Dober večer vsem. Gremo kar po vrsti. Arbitraža in teran. Razen načelne podpore, ki nam ne pomaga prav dosti, nam je Evropska unija, zlasti Evropska komisija, tukaj povsem obrnila hrbet. V obeh primerih smo zdaj na sodišču Evropske unije in slovenski politiki v Bruslju ste obljubljali, da boste pomagali pri uveljavitvi arbitraže, pa se je hitro izkazalo, da je hrvaška diplomacija bolj uspešna, tako kot pri teranu, kot pri arbitraži. Gospod Šoltes, vi ste pisali protestno pismo gospodu Junckerju, pa se denimo trije poslanci SDS-a niso dali svojega podpisa, tudi gospod Peterle. Meni je sicer žal, da niso tega poziva podpisali vsi evropski poslanci, ker konec koncev gre za izjemno pomembno tudi strateško pozicijo Slovenije glede vladavine prava in spoštovanja odločitev arbitražnih sodišč. In mislim, da v takem primeru bi morali biti seveda enotni in pustiti notranje politične razlike doma. In predvsem tisto, kar je zelo pomembno pri tem poudariti še enkrat, da gre za dokončno odločitev, ki je izvršljiva in da je tudi Evropska pravna služba potrdila in pravzaprav dala prav Sloveniji, vendar gospod Juncker se je sprenevedel in ni jasno povedal, da je pravo treba spoštovati in da tukaj ne sme seveda delati razlik med državami. Gospod Zver, ste se v SDS-u postavili na stran Hrvaške, ko ste zapisali, da je obmejni spor možno rešiti samo z dialogom. Točno takšno stališče imajo tudi sosedje Hrvati. Se drugače tudi ne gre kot z dialogom, ampak jaz sem pred 10 leti točno napovedal, kakšen bo rezultat, da ne bomo dobili direktnega stika z morjem, tudi druge rešitve bodo slabe in točno to se je zgodilo. In danes se mi zdi paradoksalna situacija, ko Slovenija želi implementirati nekaj, kar ni v redu za Slovenijo. Ta izid ni dober za Slovenijo, ampak vendarle mi smo tudi iz načelnih razlogov nismo podpisali tega pisma, ki ni bilo mišljeno pismo vseh, nismo sodelovali niti pri oblikovanju tega pisma, ampak vendarle mislimo, da bi Slovenija morala drugače reševati to vprašanje z Hrvaško. Najslabše pa je sedaj tožariti Hrvaško pri evropskih inštitucijah in doseči ničesar. Brez dialoga se ne more niti implementirati odločba, kaj šele kaj drugega. Gospod Peterle, vi ste že pojasnili, da ste sami pisali in tudi se že srečali z gospodom Junckerjem o tej temi in to že večkrat. Vendarle, gospod Zver, tukaj bi vam postavila še to vprašanje. Zdi se včasih, da bolj kot slovenske interese včasih podpirate tudi kakšne druge, denimo Madžarske, glede na to, da ste v Evropskem parlamentu velikokrat v prvi liniji zagovarjali gospoda Orbana, ki ga skuša Evropska unija kaznovati zaradi denimo zapiranja mej. Mi predvsem zagovarjamo slovenske interese, ne interese drugih držav, ampak tukaj, ko gre za Poljsko, Madžarsko, tukaj se bijeta v Evropi tudi dva pristopa. En je unionističen, centralističen, tega hoče leva levica, kjer praktično hoče preveč centralizirati in integrirati Evropsko unijo. Spomnimo se Beograda nekoč, ko je poskušal isto, je začela država pokati po šivi. Drugi pristop je, da Evropa temelji tudi na nacionalnih državah in jih mora tudi upoštevati. In tega v tem primeru, kar se Madžarske tiče in Poljske, Evropska unija ne dela. In predvsem pa je naslovnik bil napačen za to pismo, ki ste ga omenili od gospoda Šoltesa, moral biti naslovnik Timmermans. Ne pa gospod Juncker. Se vi strinjate, gospod Peterle? Bi rad pojasnil, da jaz nisem pismo podpisal, ker sem sam svojega skoraj leto prej napisal, obiskal gospoda Junckerja, pisal pismo vsem članom komisije, se postavil na stran slovenskih interesov, evropskega in mednarodnega prava in moja pozicija je povsem jasna. Kar zadeva pa Madžarske, bi pa rad povedal, da sem se trudil, zlasti v zadnjih 2 letih, da bi se vendar vzpostavil dialog med Zahodno in Srednjo Evropo, kajti Zahod nas ne razume v marsičem. Ne razume, v čem je Srednja Evropa različna in mi imamo drugačne politične, kulturne, zgodovinske izkušnje in ta dialog je nujen, če ne bomo imeli kar naprej spor. Mi moramo pa zdaj Evropo, ki je v krizi, sestaviti. Če hočemo ohraniti projekt, moramo stopiti skupaj. Vrnimo se še enkrat k aktualnemu šefu Evropske komisije Junckerju. Vemo, mnogi omenjajo njegovo domnevno bolezen Išija, zaradi katere je menda marsikdaj klecnil pri kakšni večeri, spet drugi pravijo, da je preveč globoko, prevelikokrat pogledal v kozarec. Kako evropski poslanci sploh gledate na to njegovo vedenje, ki velikokrat ni ravno džentelmensko? Zdaj, če odgovorim še jaz, predsednik Evropske komisije mislim, da je tu naredil eno veliko strateško napako. S tem, ko je dejansko tudi, če se spomnite, spravil pomembno pravno mnenje komisije v predal,
mi ni dovolil komisarjem, da bi o tem sploh razpravljali. Dejansko je prikril neka dejstva, ki so govorila v prid Sloveniji. Slovenija pa jaz mislim, da je tu s svojo politiko odigrala zelo pomembno. Imamo pravna mnenja, imamo razsodbo sodišča, spoštujemo in zdaj bo sodišče na podlagi teh dejstev odločalo. Žal je tu predsednik Juncker šel v nasprotju s tem, kar je nek temelj Evropske unije, to je vladavina prava. Zelo na kratko. Ne bi samo dodal še to, ne. Jaz sem sicer dobil odgovor gospoda Junckerja na ta poziv, ki je bil pa pravzaprav tak, da on ne komentira tega, ker čaka na odločitev Evropskega sodišča, vendar je treba reči, Evropsko sodišče ne bo odločalo o arbitraži, ker arbitraža je dokončen akt in o tem se torej, kot smo rekli, ne razpravlja. Ampak samo o tem, ali Hrvaška krši mednarodno pravo in pravo EU. Seveda, da imamo različen pristop. Gremo naprej na migracije, gospa Fajon. Prav pri vas, migracije so problem, na katerem jadrajo zlasti skrajne stranke, terorizem pa potem marakeški dogovor. V zadnjih mesecih, tudi tednih, ste bili velikokrat tarča komentarjev, češ da v Evropskem parlamentu na vso moč podpirate in navijate za priseljevanje še več migrantov. No, to je žal velika laž in neresnica. Jaz sem med tistimi evropskimi poslanci, ki dejansko mesece, nažalost, skušamo najti neke razumne rešitve, kako naslavljati izzive migracij. Tu je treba imeti nek celosten pristop, na eni strani omejevati tam, kjer so krizna žarišča, da ljudje ne bi bežali, da ne bi imeli vzrokov, na drugi strani pa seveda, da v Evropski uniji skušamo vzpostaviti neko migracijsko enotno politiko. Jaz moram danes žal reči, da so evropske vlade spodletele tu na preizkušnji solidarnosti, neke humanosti in veliko je nažalost politikov tudi v Sloveniji, ki s strašenjem, zavajanjem, z manipulacijami, tudi preko socialnih omrežij prevzemajo eno, bi jaz rekla, zelo nevarno vlogo, ker svojo neodgovornostjo vnašajo strah in v takem okolju je zelo težko iskati neke skupne rešitve. Gospod Zver, se vi strinjate s tem? Vemo, da je ravno zagotavljanje varnosti pred terorizmom eno vaših glavnih področij. Niste se strinjali takrat z Merklovo, ko je nekako v narekovajih vabila migrante, ampak očitek vaši stranki je, da si ravno na tak način spodbujanja nekega strahu pred migranti dviguje politične točke, torej da to izkoriščate za dvig lastne politične priljubljenosti. Vaše vprašanje že implicira to dejstvo, da sta tako ilegalne migracije kot tudi terorizem močno povezana pojava zadnja leta v Evropi in mi smo v odboru za boj proti terorizmu ter pod vodstvom Monike Hohlmeier sprejeli odlično poročilo, ki zelo jasno, decidirano tudi daje priporočila državam članicam v boju proti terorizmu, ne ulepšuje zadeve. Popolnoma drugačna zgodba je z Marakeško deklaracijo, kjer pa veliko zamegljuje zadeve, poskuša postaviti ilegalne migracije kot neko temeljno človekovo pravico, briše razlike in tako dalje. Ta deklaracija pa močno zavezuje tudi vse tiste države, ki so jo podpisale. Nažalost je pristopila k njej tudi Slovenija in to ne bo dobro. Mogoče najprej gospod Peterle. Ja, jaz želim biti tukaj povsem jasen. Spadam med tiste, ki menijo, da morajo države članice Evropske zveze suvereno odločati o tem, koga sprejmejo, koliko, pa tudi zakaj. Mi nimamo skoraj da več beguncev, imamo migrante, ki so pa različnih vrst, taki, ki sprejemajo evropsko kulturo, taki, ki so se pripravljeni integrirati, taki, ki temu nasprotujejo, ali pa taki, ki bi želeli spreminjati Evropo po svojem modelu in tukaj moramo biti mi ostati suvereni. Mogoče še to, evroskeptiki so že v bistvu načeli Evropsko unijo, to se kaže tudi v Brexitu. Kaj zdaj to pomeni? Ali po teh volitvah lahko pričakujemo še več evroskeptikov, lahko pričakujemo začetek konca, začetek razpada Evropske unije? Ne, mislim, evroskepticizem je tisti, ki seveda je v porastu, tudi z tem množičnim populizmom, ki skuša deliti, ne sodelovati, ki skuša kazati na to, da seveda se ne da na čak način napredovati na nikakršen logično posledičen način. In dejstvo je, da tisti, ki so evroskeptici, oziroma tisti, ki zagovarjajo izhod ali pa izstop iz Evropske unije, ne povejo torej alternativo temu povezovanju znotraj Evropske unije, ker Evropska unija je pravzaprav projekt miru. In alternative miru v tem trenutku na ta način ni. Vsaka druga možnost, tako kot jo zagovarjajo ti evroskeptiki, govorim o tudi izstopih in razbitju EU-ja, pomeni resno grožnjo tudi miru v Evropi. Sovražni govor, svoboda govora. Kje so meje? Kje najdemo rešitve?
Bi lahko vseeno, ker to je Na kratko, izvolite. ključna tema, s katero se bomo predvsej ukvarjali, ne samo v času Brexita, v katerega še vedno ne verjamem. Mislim, da bomo videli britanske kolege na volitvah maja, ampak jaz mislim, da evroskeptiki sploh ne bodo glavna kategorija, ne bodo vodilna sila. Relativno največjo moč bodo imeli še vedno tiste stranke centra, ki so postavljale Evropsko zvezo. Bomo imeli pa več kot evroskeptikov ljudi, ki bodo hoteli Evropsko zvezo spreminjati. Več bo teh, ki hočejo drugačno Evropo, tudi tako, ki bo imela manj migracij. Še en stavek, Brexit je ni povečal evroskepticizma, ampak ravno obratno. To sem želela reči. Ravno nasprotno, če pogledamo mi zadnje javnomnenjske raziskave, ugotovimo, da Eurobarometer, da po celi Evropski uniji, po Brexitu in tudi po Trumpu, kar se je dogajalo, imajo Evropejci danes veliko večjo zavest, da si želijo neke močne povezane Evrope na tistih področjih, kjer imamo ključne izzive. Si želijo, kakšno Evropo pa si želimo Slovenci? Kako jih boste vi konkretno prepričali, da pridejo na volišča 26. maja? Jaz sem popolnoma prepričan, da seveda si vsi želimo, da bi bila Evropa bliže ljudem, da to ni oddaljene inštitucije, ki pravzaprav delujejo zgolj in samo v interesu nekaterih, ne pa v interesu ljudi. In to je tisto, kar seveda potem utrjuje tudi nek negativni odnos do Evropske unije. In tudi v volilni kampanji bo treba razložiti ljudem, da seveda smo za Evropo, ampak ne kakršnokoli Evropo. In tu je seveda priložnost za razmislek, kako v Evropi naprej, s tem, da seveda v prvi vrsti moramo gledati tudi interese Slovenije. Zelo na kratko, gospa Fajon, na to gospod Zver, na to gospod Peterle in zaključimo. Bodo te volitve gotovo prelomne. Jaz mislim, da se bomo odločili predvsem o tem, ali želimo iti v neko razumno, normalno Evropo, kjer bo spet nazaj socialna pravičnost, vrednote, solidarnost in pa dostojanstvo vseh ljudi. Mi moramo ljudje predvsem prepričati, da jim je mar za to, da vrnemo to Evropo ljudem in da so del procesa. Ali so to digitalne inovacije, ali je to znanost, raziskave, izobraževanje, da se bodo počutili varne nenazadnje. In to je tisto, kar bo ključno. Ali pa tista druga smer, nevarnost, populizem, tudi nasilje, ksenofobija. In tu bomo morali zgraditi zaupanje, predvsem med mlado generacijo. Slovenija še nikoli ni bila tako dobra mednarodno okolju, kot je sedaj. In bi bilo zelo dobro, da Evropsko unijo ohranimo na vsak način. Jaz mislim, da moramo prepričati tudi mlade, da grejo tokrat voliti, gre za njihovo perspektivo, za njihovo prihodnost, na kak način, tako da jih nagovorimo z njihovim jezikom, z njihovimi orodji, kot se danes temu reče, in jih poskušamo prepričati, da je vredno iti voliti, ker slovenski mladež gre voliti na lokalne volitve, nekoliko manj grejo na nacionalne volitve, najmanj pa na evropske. Jaz mislim, da bi morali spremeniti to razmerje. Še gospod Peterle, kako jih boste vi prepričali? Od vseh imate v bistvu najdaljši staž v Evropskem parlamentu. Jaz sem ugotovil, da v Evropskem parlamentu lahko največ dosežejo tudi za države, v kateri so bili izvoljeni tisti, ki imajo daljši staž, ki imajo rezultate, ki imajo izkušnje, ki imajo ugled. In jaz, če bom izvoljen, bom nadaljeval s projekti, ki jih peljem že nekaj časa, vodim ekipo za boj proti raku, sodelujem v ekipi špicen kandidata Webra na temo zdravja, in mislim, da boljše družbe za Slovenijo kot Evropska zveza ni, alternative ni, moramo pa to zvezo spremeniti, če hočemo biti z njo bolj zadovoljni. Hvala lepa. Načeli smo torej to temo, veliko vprašanje še ostalo, še dobro, da smo šele januarja. Hvala lepa vsem. Hvala lepa. Hvala.